Živijo, sva Lučka in Matijas. In to je KM Show. Gremo, tarara, neka muzika. Pozdravljen ponovno v KM Show. Res se pozna, ne, da že sonce malo bolj sije. Ja, se bila 11 stopinj. 11 stopinj, pač tako, ne. Nasploh je bistveno boljši vibe, ne, ko se rešiš te turobne zime. In tako je bila letos turobna na kvadrat zaradi vsega skupaj, ampak res, mislim, to si lažje se zadiha dobesedno, ne. Pa dnevi so daljši, ne, toplejši, ne, naenkrat več je nekega belega snega vuni, ne. Res je, pa to žufarce, to meni je šlo najbolj. In je nekaj tak lepo. Ja, tak drugi vibe je, no. Da ne dolgovezima, vračava se oziroma začenjava z Info kanalom. Pa tudi danes je prišel čas, da vam, dragi gledalci, predstavimo prihajajoče in v bistvu dogodke našega društva KMŠ, na katere se seveda vsi skupaj vedno vabljeni. Najprej bi rad omenil dogodek, ki se bo odvijal 24. februarja na Zoomu, Delo med oblaki, življenje stevardese. Z nami bo youtuberka Lucitime, katera nam bo povedala vse in še več o bistvu, kako poteka delo stevardese, kaj ona počne. Že zdaj prej malo čaknite, da vam bo potem lažje spremljati dogodek. Ja, v bistvu res... Tako kar zanimivo. Ne, dejansko je, ker zelo malo Slovencev imaš, ki delajo v tej branži, ne. Med tem drugim je ona ena izmed redkih stevardes, ki dela za emiratske družbe, ne, tako da je res definitivno vredno poslušanja in zato ste res še enkrat vsi skupaj lepo vabljeni na ta dogodek, kot sem že menil, 24. februarja na Zoomu. Vas pa vabiva še na en dogodek, ki bo 2.3. in v bistvu hipnoza, mit ali resnica. Torej z našo gostjo, ki bo Mirjam Fašmon, se bomo pogovarjali, torej, kot je že po naslovu sodeče, o hipnozi, ne? In kaj ti misliš, Matijas, je to mit ali resnica? Jaz mislim definitivno nekaj na tem je. Se pravi, jaz mislim, da gledam to, da je... Kaj izkušen s tem? Ne, nažalost, bom rekel, zakaj nažalost, zato ker bi res to preizkusil. Se veš, kaj pravijo, ne, da verjameš lahko popolnoma stari komaj, ko na lastni koži doživiš. Res je? In zato bi res rad... Res me zanima, če to deluje na vseh, veš kaj mislim, če je to res, ampak gledajte to, kak stara metoda je hipnoza, jaz mislim, da bo prej resnica kot pa mit, no. To je moje mnenje. Če tudi vi želite ugotoviti na lastni koži, če je to mit ali resnica, se vidimo 2.3., ne, pa bomo skupaj ugotovili, ampak tako kot zmeraj je več informacij o obeh dogodkih, pa seveda v opisu videa. Tako, in napočil je čas za aktualne novice. Svet ga vržem, a ga zdaj lepo odložim. Mogoče bi ga zdaj lepo odložim. Lepo odložim? Ja. Gremo dalje? Je nič, dragi študentje. Pol leta študijskega je za nami in začenja se, oziroma včeraj je bil uraden začetek Zweite semester. Drugega semestra, torej poletnega semestra. Je nič, kaj to pomeni. Letos sigurno drugi semester prinaša več upanja. Ne, torej, nekaj stvari se že odpirajo, vaje do 10 ljudi so dovoljene, ne. Mi seveda upamo, da bo čim prej tudi dovoljeno, da bomo lahko šli nazaj na fakse, vsaj v nekem okrnjenem, torej številu, v neki okrnjeni sliki, ne, ker vseeno... To nekateri upate, ne. Nekateri ne upamo tega in nekateri smo zadovoljni s trenutno situacijo, kar se tiče tega, da lahko jaz od doma delam. No, ampak vseeno se mi pa zdi, da vaje pa take stvari pa je že lepše imeti na faksu, no, v živo. Ja. Še pa recimo kako prakso, ne, vem, da marsikdo čaka na prakso predvsem. Tako da ja, tudi mi si želimo, oziroma vam želimo uspešen začetek drugega semestra, da je bilo zdaj zimsko izpitno obdobje čim bolj uspešno in pa da tudi porihtate vse zadeve, kaj jih še niste, pa da bo pač tudi študijski proces čim bolj gladek in uspešen. Da bo ta gladek, da se ti spodrsne na njem. Same 10. Šala. Druga spika, aktualna novica. Kaj mi tu kradeš? To je moj line. Ti meni kradeš, to je bila moja dolga leta. Ja, kdo pa je aktualne novice? To sta bila tvoja ideja, ampak pustimo zdaj to. Copyrighted bo treba začeti pred nama delati. Res je.
Skratka, dobrodošli pri drugi aktualni novici. Torej, ne vem, koliko spremljate študentsko politiko v Sloveniji. Namreč so pred kratkim potekale volitve za novega predsednika ŠOS-a, se pravi Študentske organizacije Slovenije. Če se ne motim, je kandidiral bivši podpredsednik Andrej Pirjevec. Pa da ne bomo samo govorili v teoriji, da nam Lučka še zaupa nekaj malega tudi o njem. Jaz sem malo ga stalknila, ne, to so javno znane stvari. Torej, drugače je letnik 98, tako da je kar naš sovrstnik, bi lahko rekla, ne. Prihaja pa drugače iz študentske organizacije Univerze na Primorskem, torej iz Šoupa. Vse to. No, pač iz Primorske. Vsi vemo, kaj mislimo. Je pa tako, kot si omenil, torej do zdaj bil podpredsednik na študentske organizacije Slovenije, zdaj pa je torej kandidiral za predsednika. Tako da nekak pričakovana poteza bi lahko temu rekli. Pa ja, se mi zdi, da to je kar tak. Tako in ekskluzivno, na nek način, vam lahko zaupamo, da torej je novi predsednik ŠOS-a postal Andrej Pirjevec. Čestitamo! Absolutno. In čas je za Spoznaj naju. Spoznaj naju. Se pravi, res je čas za Spoznaj naju. In danes najprej začenjam jaz, zato ker se Lučka vedno prilasti prvo mesto, zato bom danes najprej povedal fun fact jaz. In sicer, veliko ljudi ne mara grozljivk. Jaz sem pa na popolnoma drugem polu, se pravi, jaz pa jih obožujem. In res tak... Jaz ne moram grozljivk. Jaz sem si mislil. Kako si zdaj to mislil? Po čem si zdaj to gledaš mi oseba, ki ni ravno navdušena na Džago 5. Ne vem. No, Žage sem pa gledala, veš? Si gledala? Ja, pa nisem zaglih crkvila poleg. Ni mi zabilo najbolj... Samo za mene to niso pravi razlike. Za mene so pravi grozljivke te z paranormalnimi pojavi. Ti so mi tako. Skratka, ja, grozljivke pa res obožujem. Ti si pa ena izmed tistih, ki greš gledat grozljivko, samo pač 5 poštrov okoli tebe in potem, ko se začne malo tisto, da se bi znalo kaj zgoditi. Ne, veš, tak ti bom rekla, pač niso grozljivke moja najljubši žanr filmov, ne. Pogledam vsake toliko časa, kako, ne vem, tudi v kino sem šla gledati It pa Annabelle, pa pač to, ko so kao grozljivke, ne. Ampak ni pa zdaj to tak, da bi pa, ne vem, jaz se namestila pred računalnik, ajde, odprla Netflix in zdaj prva stvar, kam kliknila horor, pač ne, veš, ni to zanimivo, ne. To smo zadnjič pogovarjali, ti si bolj za erotične pa te filme. Ne, sem na sci-fi. Kak? Sci-fi. A ja, sci-fi, ja te pa sem razumel na erotične filme. Seveda. Veš ti, Arijo Sebastian? Ja, torej jaz pa sem za svoj fun fact spomnila že zadnjič, ne, ko si ti omenil, da si hodil na morje in si skozi kupoval te stripe. Ja. In v bistvu moj fun fact je, da ko sem bila mlajša, sem torej za vsake počitnice, torej krompirjeve, spomladi so prvomajske in potem poletna, ne, torej 3-krat na leto, smo hodili na morje, ne. In v bistvu, ko sem bila že zelo mala, sem se začela, veš, ne vem, si lahko kupiš kakve to te, ko so kugle ali pa spominke, ne. Meni so pa kamorkoli smo šli, kupili šalčko. Pač šalčko za čaj oziroma kavo, ne. In imam doma zdaj v bistvu malo več kot 50 šalc, ne. Iz vsakega kraja, kamorkoli smo šli, sem dobila šalco, veš, ne. In zdaj pač mi to stoji na polici, ne. Super. Zelo praktično, ne? Za nabiranje praha. Moving on. In ta teden v bistvu ti spet prinašam fun fact, ki ga že dolgo veš, nisem imela, ne? Dejansko, pa zdaj že res sem čas minilo. Pa ne zato, ker jih ne imela, samo smo imela toliko vseh drugih tematik, pa toliko gostov, da smo res skoraj malo pozabila, ne? Ampak bo pa zato zdaj res toliko boljši. Ja. V bistvu so zvišali urno podstavko za študentsko in dijaško delo. In sicer se je dvignilo na bruto na 5,89 €. To pomeni 5 € neto. Skoraj 5 € neto. To je pač ful so zvišali, ne. Mislim, ful pač, glede na to, da je bilo prej, ko je bilo bruto 5 €, je bilo kar malo, ne. Pol so zvišali lani na začetku leta, če se ne motim, na 5,40, ne. To je bilo že kar, ampak zdaj 5,89, to pač je super, ne. Si zaslužiš tisto urno podstavko. Pa ne samo to, tudi mislim, da delodajalci opažajo, da veliko ženskega kadra primanjkuje. Veliko delodajalcev iščejo študente, ne, in seveda zdaj, ko bo višja postavka, bo bistveno lažje, bo to v bistvu njihova, bom rekel, neka prednost. Glejte, ne, zdaj je višja, vseeno vam pomembno sicer minimalca, boste zdaj dobili skoraj 6 € bruto, ne, kar je pač res.
ogromna potem tudi stimulacija zraven. To je res motivacija za vse naše študente, ki delamo kakršnokoli šansko delo, to mislim, da samo velika upam, da se še motivacija. čim prej odpre vse, ne? To pa je. Da pa se bo lahko spet začelo v polnem To pa res. delati, ne? Super. Res so super novice, danes so kar take Ja, da, so kar take. pozitivne, bi se rekel. Pozitivne. Ni dobenih melankoličnih, ne, tak. Hvala Bogu. Sekaj dejansko drži tisto, kar sem povedal na začetku, ne, pač sonce, boljše, lepše vreme in tudi pozitivne novice same od sebe prihajajo k nama, tu čez vrata nama trkajo. Naenkrat je 5 stopinj več in življenja grejo. Res je. Smo rekla, počakajte do naslednjega tedna. Da Tako tudi vi. Počakajte do naslednjega tedna za nove, sveže, aktualne novice. Res je. Pa ne pozabiti lajkati tega videa, se naročiti na naš kanal in pa vklopiti obvestil, da vas bomo tedensko obveščali, kdaj pride nov KM Show. In ja, ne. Hvala za tvojo pozornost, vašo pozornost. Upamo, da ste se imeli lepo. Pa da bomo pozitivnih novic čim več, ne? Tako da pozitivnih novic. In verjamem, da tudi pri vas doma vsaj za odtenek ob teh vseh dobrih novicah, ne samo zdaj, se ni nasploh dobrih novicah v zadnjem obdobju, vlada sigurno vsaj malo bolj Prešernov vzdušje. In se vidimo naslednji teden. Se vidimo v torek. Čau!